Judeja in Samarija sta bila v zadnjih 40 letih zapostavljena pri uveljavljanju vladavine prava. Ko ni osnovne vladavine prava glede lastništva zemlje in je vsaka sporna zadeva odvisna od tega, kdo je močnejši, recimo bolj fizičen in bolj nasilen pridobi nadzor nad ozemljem, to odpira cel svet spodbud za tekanje k nasilju. Rešitev je organizacija in prehod iz vojske v Judeji in Samariji na dejansko policijsko uveljavljanje prava. Ne govorim o razglasitvi suverenosti, sama razglasitev me ne zanima. Govorim o uresničevanju dejanske suverenosti, reševanju civilnih vprašanj s civilnimi orodji. Od grožnje obsežnih evropskih sankcij proti Izraelu zaradi gradbenih načrtov do boja v Kuseri in poslanca Kneseta brez politične prihodnosti, postavlja naslovnice v središče pozornosti, ko razbije palestinski spomenik terorju. Pravo vprašanje v Judeji in Samariji je večje, kot si mislite. Danes se nam pridruži Amiad Cohen. Sem Ilana Mizrahi Diamant in to je Osnovni zakon. Amiad, dobrodošel nazaj v oddaji. Hvala, Rajš, da ste me ponovno povabili. Z veseljem, šefinja. Torej, tvoja teza, pojdimo kar naravnost k njej, je precej provokativna. V bistvu praviš, da je vprašanje judovskega nacionalističnega kriminala ali kakršnakoli druga uporaba nacionalizma le izgovor za širši problem popolnega pomanjkanja vladavine prava v Judeji in Samariji. Prosim, pojasni. Wow, to je bilo neposredno. Judeja in Samarija od leta 1967 in pravzaprav že prej, leta 1948, ko so Jordanci nezakonito zasedli Judejo in Samarijo ter prevzeli nadzor nad njima. Primanjkovalo je pravne države, ker je bilo to zunaj jordanske organizacije in je niso popolnoma nadzorovali. In ko je Izrael leta 1967 to ponovno prevzel, smo bili prestrašeni, da bodo dejansko uveljavili izraelsko zakonodajo v Judeji in Samariji. Tako se je zgodilo, da je nastalo ozemlje brez prave osrednje vlade. Osrednja vlada je zelo pomembna za urejanje tega od civilnih sporov do obrambe zasebne lastnine. Ko smo prišli v 90. leta in dogovor s palestinsko oblastjo je dejansko postavil še eno oviro za vzpostavitev dejanske vladavine prava. Ker tam, kjer je palestinska oblast nadzorovala območje A v 100% in imela neko vrsto civilne oblasti na območju B, je bilo območje C v nekakšnem vakumu. Ker je danes pod izraelskim nadzorom, vendar naj bi v prihodnosti, če bodo dosegli končno fazo sporazumov iz Osla, enkrat pripadlo njim. Naj bi pripadlo Palestincem. Izraelski interes je bil popolnoma zanemariti to območje. Palestinski interes pa je bil dejansko začeti prodirati na to območje, ustvariti dejstva na terenu in nadzorovati območje C tudi brez pogajanj. Kar pomeni, da gre za zakonito in nezakonito gradnjo. Veste, na 10 tisoče, če ne celo blizu 100 tisoč. To je ena izmed 10 tisočev hiš. Gre za kmetijstvo, gre za številne druge stvari, ki so jih tam počeli, vključno z uničevanjem arheoloških najdišč. Tam so izvajali veliko dejavnosti za spodkopavanje izraelske oblasti in izraelske oblasti niso uveljavile izraelske oblasti v skladu z osloškimi sporazumi na območju C. Poleg tega obstaja povsem drugačen problem v Judeji in Samariji, kjer je v vsaki sodobni državi povsem očitno, da je to sodoben način lastništva premoženja, vsekakor pa zemlje. V vsaki sodobni državi, vsaka sodobna država ima GIS, torej geografski informacijski sistem, ki je danes digitalni zemljevid, kjer lahko natančno vidite, kako je vsako območje urejeno, kdo ga ima v lasti in da je lastništvo zemljišč povsem jasno. Judeja in Samarija danes, ker nihče nima poguma, da bi dejansko uveljavil urejeno vladavino prava, še posebej ne na spornem ozemlju med dvema narodoma, v katere je vključen ves svet. Tako imamo 4 plasti struktur in zakonov o lastništvu zemljišč, od Osmanskega cesarstva do Britancev, do Jordancev, do Izraelcev, 4 različne poglede strukture lastništva zemljišč. Da vam dam primer. Osmanci imajo Kušan in Malijo. Kušan je neka vrsta dejanske registracije lastništva zemljišča. Zapisano je danes o Kušani v Istanbulu in nimajo natančno določenih meja zemljišča, ampak gre za opis od drevesa do gore, do reke, in ti ne moreš razumeti, kaj to pomeni.
Pri Maliji je še slabše. Zemljevid zaklada, ja. Ja, To je kot zemljevid zaklada, popolnoma kot zemljevidi zakladov. Malija je še slabša. To ni lastništvo. To je potrdilo osmanske vlade, da plačuješ davke za nekaj, lahko je 8 hektarjev ali 600 hektarjev. Nihče ne ve. In njihov argument je, da gre za 8 hektarjev, da lagali smo oblastem, da je 8 hektarjev, da bi plačali manj davkov, v resnici pa jih je 60. Ni nobene organizirane strukture zemljišč. Britanci so prišli z drugačno strukturo, kjer so občine organizirala lastništvo zemljišč. In potem prideš do Jordanicov, ki so začeli organizirati lastništvo zemljišč na bolj sodoben način, vendar so to storili le na 30% ozemlja. In Izraelci so prišli čez to in to je povsem drugo območje. Torej, 4 različne strukture lastništva zemljišč povzročajo popoln kaos na območju Judeje in Samarije. in organ, ki vse to trenutno upravlja, je Kogat. Nekaj od tega je Kogat, nekaj od tega je palestinska uprava. In večino tega ne upravlja nihče. Vsi umikajo roke od te situacije in se resno lotevajo, ker se bojijo političnih posledic pred svetom. Evropejci tukaj, ki ste jih prej omenili, dejansko poskušajo ustvariti dejstva na terenu kljub vsem pravnim odredbam. Gradijo nezakonite objekte na območjih, kjer je po sporazumih iz Osla, ki so jih sprejeli kot pravno strukturo, za njih nezakonito graditi. In to je dejansko izraelsko ozemlje. Prav. Poskušajo ustvariti dejstva na terenu, da bi prisilili Izrael, da gre na naslednjo stopnjo sporazumov iz Osla. Izrael po drugi strani počne isto in gradi to, kar danes imenujemo ranči, Havot, okoli Judeje in Samarije, da bi poskušal ponovno pridobiti nadzor nad območjem C. Ker pa ni pravega lastnika teh območij, gre za fizični spor med dvema ljudstvoma, Palestinci in Izraelci. Zdaj, ker ni vladavine prava, in to je bistvo argumenta, ko ni osnovne vladavine prava glede lastništva zemlje in je vsaka sporna zadeva odvisna od tega, kdo je močnejši. Recimo, fizično močnejši, nasilnejši prevzame nadzor nad ozemljem, to odpre cel svet spodbud za uporabo nasilja. In to je glavni problem Judeje in Samarije. Šibkost izraelske vlade pri uveljavljanju zakona, predvsem na območju C, ker jih Palestinci uveljavljajo, in njihov strah pred spopadi z Palestinci v Judeji in Samariji, njihova nepripravljenost za uveljavljanje zakona povzroča več nasilja v Judeji in Samariji. Želim se veliko bolj poglobiti v to, vendar preden gremo predaleč, vem, da bodo nekateri poslušalci rekli: v redu, ampak kako to res pojasni, kaj se je zgodilo v Kusadi? No, kako to res pojasni dejstvo, da smo v preteklem tednu imeli to popolnoma noro situacijo. Ker je poslanka Kneseta vstopila, ne vem, ali je bilo to območje A ali B, pod vojaškim spremstvom in je začela s kladivom razbijati palestinski spomenik terorja. In nekako s tem, ko uniči ta spomenik terorja, dejansko uspe škodovati ne le svojim političnim možnostim, ampak tudi svoji stranki in državi Izrael. Veliko huje kot karkoli, kar je tam naredil. Nočem, da bi se zdelo, da gremo samo na to raven sistemske analize in načel, kot pogosto počnemo v tej oddaji, in da zanemarjamo te res pereče teme. Kako so povezane? Tako da je vse popolnoma povezano in je precej preprosto. Pravni vidik je priložnost za ljudi z nacionalno identiteto in spodbudami z obeh strani, da delujejo. Če obstaja jasnost pravne države in lastništva, potem ni pomembno, kaj si želiš in kakšen izgovor prineseš, to je kraja in tega ne obravnavaš. Ampak primer vprašanje Kucah, obstaja hiša, ki je bila nezakonito zgrajena na območju C, to je nezakonita hiša. Zdaj, nihče ne uveljavlja zakona glede te nezakonite hiše. Ko pa vlada in organi pregona, ljudje, ki so odgovorni za pravno državo, ne izvajajo zakona. Navadni ljudje bodo izvajali zakon. V Ameriki je to precej očitno. Policija vam pomaga zaščititi vašo zasebno lastnino. Zdaj, ali obstaja nacionalna zasebna lastnina? In ko vlada ne uveljavlja državnega lastništva, kdo bi to storil? Tako razmišlja veliko teh naseljencev. Oni prihajajo z idealističnega vidika in pravijo: mi bomo vodili nacionalni boj, ker je narod prestrašen in prešibak, da bi to dejansko uresničil. Zdaj, narobe je, da to počnejo. Mislijo, da smo še vedno v obdobju pred letom 1948 s podzemljem. Želim biti zelo jasna.
Ker naj bi bila ta oddaja sprva nekaj, kjer bi šla skozi številke tako imenovanega pojava nasilja naseljencev ali pojava judovskega nacionalističnega kriminala. In kar govorimo tukaj, je precej manj kot 1% ljudi, ki dejansko živijo v Judeji in Samariji, vključno z vami. Torej, ko govorimo o velikem številu ljudi, govorimo o, kot kaže, nekaj 100 ljudeh. S jedrom, ki šteje manj kot 100 ljudi, starih približno od 12 do 28 let, večinoma v redu. Ki so opustili tradicionalno izobraževanje in domače življenje, ter so si tam ustvarili svoje ideološko in drugačno življenje. Torej, rada bi se vrnila k tvoji točki, ampak veliko Zato je. stvari je zelo, zelo pomembno. Ja. To je nasilje. Popolnoma se strinjam s tabo glede nasilja. Gre za omejeno število ljudi. Ampak pri obrambi državnega ozemlja jih je veliko več. In to danes večinoma počnejo skupaj z izraelskimi obrambnimi silami. Po 7. oktobru IDF. Ampak pravno, Misliš, da je to zakonita dejavnost? Spet, definicija zakonitosti je zapletena, imajo podporo vlade, je to po vsakem podzakonskem aktu izraelskega prava v Judeji in Samariji. Zapleteno. Ni povsem tako. Tudi to, da vojska postavlja te postojanke, ni po vsaki definiciji zakonito. Zdaj pohvale Avi Blutu, poveljniku osrednjega poveljstva Izraela, ki razume, bitka je veliko bolj zapletena kot uveljavljanje abstraktne pravne strukture na območju konflikta, ki smo ga zanemarjali 30-40 let. Spet je zapleteno. Ne trdim, da obstaja jasen odgovor. Če pustimo nasilje ob strani, poskušam razložiti, kaj pravzaprav omogoča, da do nasilja sploh pride. 99% ljudi ni nasilnih. To so resnično idealistični ljudje, ki poskušajo voditi bitko. Vlada je prešibka, da bi to storila. Moja rešitev pa je James Q. Wilsonova rešitev, rešitev po teoriji razbitih oken, ki pravi, poslušajte, problem je v jasnosti vladavine prava, v jasnosti lastništva zemlje. In če organi pregona ne uveljavljajo zakona, ga bodo kršili celo običajni ljudje. To izjavo utemeljujem na članku Jamesa Q. Wilsona iz leta 8002, kjer je postavil zanemarjen avto v premožno sosesko. In ko je bil ta avto zanemarjen, so ga celo običajni ljudje, premožni ljudje, običajni ljudje poškodovali in razbili. To se zgodi, ko ni vladavine prava. Takšne stvari se dogajajo. Judeja in Samarija sta bili v zadnjih 40 letih zanemarjeni pri uveljavljanju vladavine prava. Palestinci so počeli, kar so hoteli, in nezakonito zasedli več kot 50% območja C. Sadili so drevesa na ozemlju, ki jim nikoli ni pripadalo, gradili so hiše, nihče pa tega ni preprečeval. V zadnjih 40 letih, od začetka Osla pa 30 let, so širili svoje mesta zunaj pristojnosti svojih občin. In to so počeli že prej, le da se takrat ni imenovalo območje C. Problem je pomanjkanje vladavine prava, pomanjkanje urejenih lastniških razmerij glede zemljišč v Judeji in Samariji. Rešitev je ureditev tega in prehod iz vojaške prisotnosti v Judeji in Samariji na dejansko policijsko izvajanje zakonov. k temu bomo prišli zelo kmalu. Glede na to, da gre za dolgoletni pojav, kakšna razprava je potekala o tem, če sploh? Torej, mislim, da so politične razprave v Izraelu predvsem zelo plitke. Poskušali smo to spremeniti na področju ekonomije, nacionalne varnosti in zagotovo tudi na pravnem področju. To je zahvaljujoč temu, kar počnete vi. In to je težko, ker so politični interesi tukaj in mednarodno vmešavanje tukaj zelo izraziti. Svet sili Izrael, da dejansko ustvarja ta kaos. Preprečujejo Izraelu, da bi uveljavljal zakon, ker je vsakič, ko porušiš nezakonito palestinsko hišo, to dejanje izraelske zlorabe nad avtohtonimi Palestinci. In ko porušiš izraelske postojanke, ki so zakonite, ali ko gradiš zakonita izraelska mesta, Evropejci pravijo, da je nezakonito imeti naselbine, kljub temu, da to ni res. Torej, ni nobenih pravih meril, kaj je zakonito in kaj nezakonito, ker je vprašanje, kako vidiš prihodnost Judeje in Samarije. Do 7. oktobra bi bila v izraelskem prebivalstvu delitev 50-50 ali 60-40. Da bi morali doseči stabilen mir s Palestinci. Za 40% Izraelcev,
ki so se strinjali, da bi za stabilen mir vrnili večino ozemlja Judeje in Samarije. Po 7. oktobru, po neuspehu prejšnjega poskusa v Gazi, ko smo Palestincem dejansko dali državo, so oni pobili naše dojenčke in ženske. Mi, judovsko ljudstvo, v desetletjih, ki jih vidim v prihodnosti, tega poskusa nikoli več ne bomo ponovili. Kar s tem mislim je, da vizija palestinske države med Judejo in Samarijo se nikoli ne bo zgodila. Torej, območje C nikoli ne bo pod pristojnostjo in odgovornostjo palestinske oblasti v prihodnosti. Še več, to ni več PA. Vsem je jasno, da večina Palestincev v Judeji in Samariji podpira Hamas. Torej, vsi vedo, da je tam Hamas. Torej, vprašanje je, kako se lotimo tega ozemlja in kako strateško pristopimo k lastništvu zemlje ter organizaciji ozemlja od danes naprej. To je danes v pogovorih. Kar se je zgodilo od 7. oktobra do danes je, da smo ponovno prevzeli nadzor s Havoti, z ranči okoli Judeje in Samarije, 100 in nekaj. Tja so postavili naseljence, dobre naseljence, ki dejansko uveljavljajo vladavino prava na drugačen način. In to se dejansko dogaja in potiska Palestince nazaj tja, kjer naj bi bili, v območje A in B. In Palestinci, ki živijo v območju C, imajo svoj prostor, svojo lokacijo, ker je tako določeno po dogovoru. Torej se vračamo na izhodišče sporazumov iz Osla, vsaj kar zadeva lastništvo zemlje v večini Judeje in Samarije danes. To je dobra stvar. Kar mi je pri tem primeru všeč, je, da je nepristranski, temelji na politiki, je sistemski, prav? In mislim, da me ne zmede pri našem delu, ampak mislim, da bi bilo morda dobro to pojasniti občinstvu, ki obstaja toliko dobrih strateških in varnostnih argumentov ter argumentov glede uveljavljanja prava, ali pa bi jih morali pripraviti za drugačen izraelski pristop v Judeji in Samariji, ki služi, glede na to, kar pravite, ne samo Judom, ampak tudi Palestincem. V redu, ampak me zanima, v kolikšni meri je bilo uokvirjanje tega kot desničarske agende v zadnjih nekaj letih škodljivo. In ena, ki je seveda predmet teh napovedanih oziroma domnevno napovedanih evropskih sankcij, mislim, da je to morda najboljši primer tega, ker govorimo o nečem, kar je bilo odobreno že v zgodnjih 90-ih, še preden je Oslo sploh obstajal. In je bilo in je še vedno obravnavano kot ključno varnostno potrebo za državo Izrael. Ker nočete, da bi bil Maale Adumim obkrožen in odrezan od Jeruzalema zaradi nezakonite gradnje, ki se že dogaja. In koridor se je zožil. V redu, ampak nekako se to izgubi in je nekako zakopano v tej pripovedi. Tako strani, mislim, da Izraelci, ki so trenutno najbolj glasni glede tega v vladi, in seveda tudi mediji, ki vidijo priložnost, da vse to spremenijo v politično agendo. In tako. Toda politična agenda temelji na pogledu na prihodnost. Kaj je najboljši način za dosego miru? Predpostavke levice glede miru so: dajmo jim, kar želijo, jim popuščajmo, potem bomo dosegli mir. Desničarska konzervativna perspektiva je: ne, odvračaj jih, nadzoruj strateško ozemlje. To jih bo preprečilo, da bi te sploh poskušali ponovno napasti in ohranilo tisto, kar imenujemo mir skozi moč. Strategija se bistveno razlikuje v politikah, ki jih dejansko izvajate danes. E1, če razumete zemljevid, je E1 vzhodno od Jeruzalema do Maale Adumima. Strategija E1 je preprečiti palestinsko državo s preprečevanjem enotnega organiziranega ozemlja brez izraelskih ovir na sredini. To je cilj E1. To je Har-Homa v 90-ih, ki jo je Netanjahu odobril za gradnjo v vzhodnem Jeruzalemu, v južnem delu Jeruzalema. In zdaj je E1 severni del Jeruzalema na vzhodu in to preprečuje stabilno ozemlje, organizirano ozemlje za palestinsko državo, ki ločuje južni del Judeje in Samarije ter severni del, kjer sta Hebron in Betlehem, dokoder sta Ramala in Šehem. In to razdeli bodočo palestinsko državo na dva dela. To je cilj desnice, ki želi zgraditi E1. V očeh levice je ena strateški cilj za uničenje prihodnosti, saj preprečuje mir s tem, da Palestincem ne omogoči države. Zdaj, Izraelci na desnici, konzervativci,
gledajo na palestinsko državo kot na grožnjo in vidijo džihadistični val od Jordanije do Sirije, Iraka, Irana, kar je ogromen val ozemlja nacistov, ki bi nas, če bi imeli možnost, želeli pobiti. In vidijo, da je edina fizična ovira, ki jim preprečuje prodor v Kfar Sabo in Tel Aviv, reka Jordan. In reka Jordan mora biti vzhodna izraelska meja. Torej bo konzervativni argument ta, da smo pripravljeni obravnavati Palestince kot posameznike z 100-odstotnimi individualnimi pravicami. Pripravljeni smo vam celo dati neko obliko avtonomije v vaših mestih, da lahko sami upravljate svoje zadeve na ravni mesta. Toda v Judeji in Samariji ne bo nacionalne suverenosti. To je konzervativni argument. Ne moremo si dovoliti, da bi imeli vzhodno mejo, ki bi bila povezana od Kfar Sabe do Irana. Tega si strateško ne smemo dovoliti. Dodal bom še, da obstaja velika verjetnost, da bo jordanski kralj v naslednjem desetletju ali dveh padel. Nima pravega sina, ki bi vodil državo. Večina prebivalstva so Palestinci in potem bo Jordanija, namesto da bi bila nekakšno stabilno okolje na Bližnjem vzhodu, postala vrata za terorizem, kot se je zgodil 7. oktobra na 350-kilometrski meji, ki jo ima Izrael z Jordanijo. To je strateška grožnja. Levičarska rešitev je zgraditi palestinsko državo na Zahodnem bregu ter v Judeji in Samariji in mislijo, da jih bo to pomirilo, ker je razlog za spor teritorialni spor. Konservativni argument je, da gre za verski spor, za džihad, za Dar al-Islam, za zemlje muslimanov in da to nikoli ne bo delovalo. Mir moramo doseči s silo. Naslednje politično vprašanje bo torej, kako upravljati to ozemlje. Evropa in demokrati v ZDA bodo prišli in rekli, da morate pripraviti ozemlje za palestinsko državo. Vse, kar storite, da uveljavljate izraelsko zakonodajo na palestinskem območju, dejansko preprečuje mir. Konservativno stališče bo popolnoma nasprotno. Torej, so politike posledica načina razmišljanja in vašega filozofskega pogleda na prihodnost miru na Bližnjem vzhodu. Popolnoma se strinjam. Mislim pa, da na tem področju in na mnogih drugih desnica izhaja iz ideologije, ki se ne prevede nujno dobro angleščino. Ne prevede dobro angleščino. Očitno mi angleščina danes ne gre. In argument, ki ga zagovarjate, ki je bil predstavljen v medijih, vendar ne v veliki meri, ampak argument, ki ga zagovarjate, se je izgubil v znakah, kot sta to govori skrajna desnica ali to govori desnica. In to ni koristno za reševanje česarkoli. Zdaj bi rada prešla na vašo rešitev, v redu, za organe pregona v Judeji in Samariji. Torej, razložite nam jo. Torej, prava rešitev je začeti reševati vprašanje Judeje in Samarije. Še posebej območja C, ki predstavlja približno 60% območja Judeje in Samarije. Z policisti in z dejanskim policijskim nadzorom kot na civilnem območju. Bil sem rezervist v Judeji in Samariji več let in delal sem na področju varnosti v Judeji in Samariji. Imam podjetje, ki se je s tem ukvarjalo. In težava pri strategiji, taktični strategiji za reševanje konfliktov med Palestinci in Izraelci je zaradi pravnih vprašanj. Če to za trenutek pustimo ob strani, pri vojski. Zdaj vojak z M4, katerega miselnost je, kako ubiti sovražnika. To je tisto, kar počnejo vojske. In večinoma se ukvarjajo s protesti in ne trdim, da v območju Gaze ni terorja. Teror obstaja in ga je treba obravnavati na najboljši možen način z vojsko, specialnimi enotami in vsem potrebnim. Toda vsakodnevno je večina konfliktov med Palestinci in Izraelci civilnih konfliktov, med dvema različnima nacionalističnima taboroma z ideološkim in nacionalnim ozadjem teh konfliktov. Vendar so to civilni konflikti zaradi lokalnih, domačih in teritorialnih vprašanj, protest veliko teh vprašanj. Vojak nima opreme, nima usposabljanja, nima zakonskih pooblastil, da bi v teh sporih dejansko uveljavljal zakon. Pravi način za reševanje teh izzivov je s policijo. Zakaj se to ne dogaja? Ker policija dejansko brez razglasitve, ampak v praksi izvaja uveljavljanje zakona, kar v praksi pomeni suverenost. Torej, celoten politični sistem do 7. oktobra
Celo na desnici, Netanjahu in drugi, so se bali izvajanja suverenosti v Judeji in Samariji. Po 7. oktobru se je to morda spremenilo. Pred nekaj tedni je vlada, minister za obrambo, nato Kogat, Joram Halevi, generalmajor Joram Halevi to trdil. Moramo razširiti uporabo policistov v Judeji in Samariji, da zmanjšamo nasilje na obeh straneh. Eno, palestinski protesti in recimo palestinsko nasilje, po eni strani ne terorizem, ampak nasilje, ki obstaja, in po drugi strani judovsko nasilje, izraelsko nasilje, ki ga imamo tam. Oboje je, kot smo prej pojasnili, posledica pomanjkanja vladavine prava. Ko vse obravnavaš z praktično suverenostjo. Ne govorim o deklarativni suverenosti, ni mi mar za samo deklaracijo. Govorim o uresničevanju dejanske suverenosti, reševanju civilnih vprašanj s civilnimi orodji, s civilnimi taktikami, s civilno opremo. To bo uspelo preprečiti konflikte, reševati spore in jih ne bo podžigalo, ker vojaki nimajo znanja, sposobnosti in orodij, da bi jih dejansko pravilno reševali. To se je pokazalo v dogodku, ki se je zgodil v Kfar Telu pred nekaj tedni, ko so bili 4 ubiti. S policijo bi bilo videti drugače, kot pa z vojaki. Skupino pohodnikov, ki so vstopili oziroma zašli v, mislim, da je bilo to območje B, in bili na to napadeni. Samo da bo jasno, trenutno Izraelci v Judeji in Samariji so podvrženi pravnemu režimu, ki ga vodi Kogat, vendar v bistvu izvaja večino izraelskega civilnega prava na tem območju. Kateremu pravnemu režimu so podvrženi Palestinci, ki živijo v območju C? Zelo zapleteno. Torej, obstaja palestinska oblast, ki izvaja svoje zakone na območjih A in B in celo na območju C, med nami in palestinskimi mesti v območju C. Obstajajo izraelski organi pregona, ki izvajajo izraelsko pravo na območju C, včasih pa tudi na območjih B in C. Dal vam bom primer. Naj navedem primer. Če vam ukradejo avto in ga odpeljejo na območje C, po definiciji naj bi ga izraelska vojska in policija vrnili nazaj. Tega se bojijo zaradi terorizma. Zato ne vstopajo v mesta, palestinska mesta, niti na območju C brez vojaškega varovanja. Ampak to je problem. Zagotovo ne gredo na območje B in A. Ampak če si Palestinec z območja A in se voziš po cesti na območju C in prekoračiš hitrost, boš dobil izraelsko kazen. Torej, je izvajanje zakonov z obeh strani. Težava s palestinsko policijo se je zgodila pred nekaj dnevi, ko so uveljavljali zakon nad Izraelci na območju C. To se je zgodilo pred nekaj dnevi. V bistvu so ugrabili rezervnega vojaka na cesti, ki se ne uporablja zaradi terorja, ampak smo začeli uporabljati to cesto zaradi tega, kar se je zgodilo s Havotom, z ranči, ki so dejansko odrinili Palestince, ampak palestinska policija, to je pravzaprav vojska, so postavili cestno zaporo na tisti cesti, ki so jo imeli desetletja, in ustavili enega izmed vojakov. In so ga odpeljali. To je nora zgodba, ampak lahko vidiš, da palestinska policija izvaja zakon v območju C. Torej, to je zelo zapletena zadeva in to je spet. Izraelci dejansko opuščajo izvajanje zakona po definiciji. Po definiciji, predvsem v območju C. Vse te zapletenosti ustvarjajo priložnost za tatove. V Izraelu ukradejo, mislim, da je številka 25.000 avtomobilov vsako leto. 90% jih gre v Judejo in Samarijo, ker v območjih B in A ni izvajanja zakona, palestinska oblast pa ima dejansko spodbudo. Lahko si ogledate videoposnetke na TikToku ali Instagramu. Vidite lahko Palestince, ki prodajajo avtomobile ukradene v Izraelu. Vidite lahko izraelsko registrsko številko. In izraelska policija nikoli ne bo šla v tisto mesto, da bi uveljavila zakon. Tako pomanjkanje vladavine prava ni samo pri lastništvu zemljišč, ampak tudi pri avtomobilih. Gre za prometno nesrečo med palestinskim in izraelskim avtomobilom. Obstaja veliko zapletov, ki ponovno kažejo, da morajo Izraelci odločiti, kako vidijo prihodnost Judeje in Samarije. V trenutku, ko se odločijo dejansko uveljaviti normalno vladavino prava in jo izvajati, bo to rešilo večino sporov. V redu, samo da razumem, če uvedete policijo, bodo nad temi Palestinci v območju C prav tako uveljavljali izraelsko civilno pravo.
In obstaja, ne spomnim se, kakšne so bile zadnje številke, ki sem jih prebrala, ampak naj bi bilo 30% dejanskega nadzora, prej ste rekli 50%. Pred nekaj leti je bilo 30% dejanskega nadzora nad območjem C. Torej je v tem območju precejšen palestinski interes. In kar Izrael v bistvu pravi, je, da če živite na območju C, zdaj tukaj velja izraelska zakonodaja, ki jo uveljavlja izraelska policija. Ampak to je daljši postopek. Najprej morate določiti zelo sodoben način lastništva zemljišč. Puščava ni urejena, ni razglašena za državno zemljišče Izraela in ni urejena kot zasebno zemljišče posameznikov. To je noro. Dovolite mi, da vam dam najbolj nenavaden primer. Torej, živim v Judeji in Samariji, na zakonitem območju z vsemi dovoljenji vlade. Za menoj je hiša. Zdaj je ta hiša nezakonita, ker je Palestinec rekel da. Je v preteklosti tam sadil drevesa. Ne more dokazati svojega lastništva. Toda v trenutku, ko ima zahtevek, Izraelci ne morejo nadzorovati tega območja. Zato tega ne more dokazati, ne more storiti ničesar, trdi nekaj zelo abstraktnega. Izraelci niso pripravljeni dejansko trditi, da je to njihovo. Ni nikogar, ki bi mu lahko plačali, ker ne more dokazati, da je njegovo. Tako obstaja recimo 150 kvadratnih metrov velika parcela, ki ni v nikogaršnji lasti. In nihče ne more ničesar storiti glede tega, ker ni jasnega sistema lastništva zemljišč. Tako je tam nekoč stala hiša, pa so jo podrli zaradi nejasnosti, kdo je lastnik tega območja, te zemlje. On nima dokazov. Vlada ni pripravljena vzpostaviti reda. V običajnem Izraelu, če po pomoti zgradiš hišo na tuji zasebni lastnini, potem plačaš lastniku. Ampak tukaj ni nikogar, ki bi mu lahko plačal. Zemlje ne moreš kupiti. Tako ta nejasnost glede lastništva dejansko ustvarja te nore situacije, ki jih ne moreš rešiti. Vzemite to in to razširite na stotine tisočev akrov na Golanski planoti in v Samariji, kjer je veliko ljudi z nacionalnim, recimo versko-nacionalnim ozadjem in konfliktom. In to eksplodira. Način, kako to rešiti, ponavljam, je vzpostaviti red. Struktura. No, torej, ja, poskusimo medtem, ko oddajo zaključujemo v naslednjih nekaj minutah. Pojasnite mi korake. Vem, da je minister Smotrič sprejel številne ukrepe v tej smeri. Ampak razložite mi, kako bi vaša rešitev dejansko zaživela, korak za korakom. Delate dve stvari vzporedno. Najprej napoveste, da boste v naslednjem letu vsak, ki ima zahtevek do območja v Judeji in Samariji, mora priti na to sodišče, ki ima neomejeno število odvetnikov in sodnikov, ter dokazati svoje zahtevke. Obstajajo težave z ljudmi, ki so podedovali zemljo in niso uredili dediščine, vse zahtevke glede območij v Judeji in Samariji. In odločimo, da bomo v naslednjih 24 mesecih bomo razjasnili in uvedli zelo sodoben način lastništva zemljišč za celotno Judejo in Samarijo. Če ne vsega, pa vsaj na območju C. Palestinec ali Izraelec, ni pomembno. In pripravljen sem znižati prag dokazovanja lastništva zemljišča na minimum. Hkrati določiš, kako bo trg deloval in kako bo potekala trgovina. Med ljudmi pri trgovanju zemljišči v Judeji in Samariji, ker je danes noro, zapleteno in skoraj nemogoče kupiti zemljišče v Judeji in Samariji. Med Palestinci in Izraelci ter drugimi. Zelo je zapleteno. Rešitev tega bo najprej prinesla jasnost. Hkrati začnete zmanjševati število bataljonov v Judeji in Samariji, vojaških bataljonov. Usposobite posebno vojaško policijo, ki je usposobljena za uveljavljanje civilnega prava v Judeji in Samariji, in začnete bataljon za bataljonom, postopoma jih preusmerjate iz vojakov v policiste, zmanjšanje bremena za rezerviste, pustimo to za trenutek ob strani, in dejansko ustvarjanje območij, kjer so policisti tisti, ki so odgovorni za vsakodnevno varnost in uveljavljanje zakonov na območju Gaze. Poklicni policisti. Verjamem, da lahko v 2 letih usposobimo te ljudi, postavimo enote, organiziramo kopensko ozemlje. Drugo, naredite vse 3
recimo palestinsko nasilje, nacionalni spori med Palestinci in Izraelci in celo izraelsko nasilje po drugi strani se bo drastično zmanjšalo, ker bo vladala jasnost glede vladavine prava. Mislim, da se bo zgodilo še nekaj drugega, in sicer veliko trgovanja med Izraelci in Palestinci z nakupom in prodajo zemlje. To bo omogočilo reševanje številnih ozemeljskih sporov, kdo je lastnik tega mesta in še veliko teh stvari. In če preberete Hernandeza de Sota Skrivnost kapitala, ki je zelo pomembna knjiga, bo to dejansko razširilo palestinsko gospodarstvo. Ker danes ima Palestinec, ki ima neko lastninsko pravico do polja sredi ničesar, nima možnosti, da bi ga zastavil in z njim dobil posojilo za začetek podjetja ali karkoli drugega, kar želi storiti. Pomanjkanje vladavine prava dejansko preprečuje gospodarsko rast. Torej, drugo, sledimo tema dvema, potem ustvarimo pravni sistem, rešujemo spore, določanje argumentov, določanje lastništva, vzpostavitev prave policije, ki uveljavlja in brani zasebno lastnino za obe strani, ter uveljavlja suverenost izraelskega prava. Vsaj na območju C bi dejansko okrepilo mir, mirnost v Judeji in Samariji, rešilo nekatere mednarodne spore, pomagalo Izraelu diplomatsko in omogočilo Palestincem gospodarsko rast. Torej, to se zdi kot obsežen in dobro premišljen načrt. Vem, da je bil do neke mere predstavljen tudi v naši nacionalni politični reviji Hašiloh v hebrejščini in da pridobiva na veljavi. Ampak mi smo pred zelo napetimi volitvami. Zdi se, da imajo tabori, ki kandidirajo, torej bloki, levi in desni, še vedno precejšnje razlike med seboj. In sprašujem se, v kolikšni meri lahko dolgoročni načrt, čeprav se zdi, da se zdaj uresničuje skozi določene ukrepe, resnično preživi. Kakšna je politična perspektiva za to, o čemer govorite? Če bo Eisenkot postal predsednik vlade, se bo vse skupaj ustavilo in žal kaos v Judeji in Samariji se bo nadaljeval. Če Netanjahu zmaga na volitvah in je Smotrič pomemben del tega, možnosti za to so precej visoke, ker obstaja soglasje v izraelski javnosti, da prvič, ne bo palestinske države v Judeji in Samariji. In drugič, glede tega moramo nekaj storiti in to organizirati. In mislim, da strokovnjaki začenjajo to dojemati. Mislim, da po izjavi ministra Katza, da začenja nameščati policijo v Judeji in Samariji, obstaja velika verjetnost, da se bo to zgodilo v naslednjih 5-10 letih. To je dolg proces, vendar se bo zgodilo, ker se moramo znova odločiti, kaj bomo storili s temi območji. To je vroč kostan, ki se ga nihče ni bil pripravljen dotakniti zadnjih 50-60 let. Od leta 1967. In morali bi sprejeti odločitve vsaj glede tega, kako to upravljamo na način, da ne spodbujamo nasilja, ampak dejansko uveljavljamo vladavino prava. To je glavna naloga vlade. Zato sem precej realistično optimističen. Mislim, da je to najboljše, na kar lahko kdorkoli upa tukaj v Sveti deželi. Najlepša hvala, da ste se nam danes zjutraj pridružili. Veselim se prihodnjih pogovorov. Najlepša hvala, da ste me ponovno povabili.